čemu potem pripisati to, da je recimo med starejšimi ženskami takšen procent pravzaprav na pragu ali pod pragom revščine? Ja, treba je pripisati enostavno prakso. Seveda je Slovenija zelo visoko in pravzaprav, kar se tiče ženskih, zelo visoko na vseh evropskih top listah. Ampak proces obnašanja žensko in seveda procent žensk, ki trpijo zaradi tega, ker delajo za privatne kapitaliste in oni se zmanjšujejo kolikor lahko, posebej žensko, in uveljavljajo vse sorte različnih nepravilnosti in tako naprej, se na koncu zgodi, ja, točno to. V zadnji fazi pokojnin ženske dobijajo, koliko se jaz spomnim, števila 30% manj kot moški. In ja, to je pač ta situacija. Moj soprog in jaz sva oba, ko nas je lupil po glavi Zujf, sva bila univerzitetna profesorja in on je dobil pokojnino, ki je 3-krat večja od moje. Ne 30%, 3-krat večja. Vse delala v državni ustanovi, jaz sem pa delala v privatni, ki jo obenem veselo sprejela Zujf, ne vem zakaj. Ampak to so pač res v procesi se dogaja cela serija nepravilnosti, ki jih nočemo videti, predvsem zaradi tega, ker je v Sloveniji nekaj zelo posebnega se razvilo in to je, tega ni v drugih državah. Najbogatejši in kapitalisti se bolj ali manj skrivajo od javnosti. V Sloveniji so zelo glasni, zelo prisotni in zelo drsni. Da ne bo nekaj slabšega. Ampak so ljudje, ki se ves čas pojavljajo in zahtevajo neke svoje pravice. Od države, od delavcev, od vsakega. Nekaj zelo specifičnega in jaz mislim, da je to verjetno najbolj nora varianta za ostalega samouprave.